Se moramo znati pomagati, da bomo rasli. Srečno. To pa to delamo zdaj, ne? To pa delamo, ne? Res, hočemo delati. Da mi povej, čistko za začetek. Kako ti je bilo včeraj, ko smo zaključili, se pravi, prvi pilotni cikl delavnic za kmete goreti ali izgoreti za kmetijo. 6krat smo se dobili, nazadnje prvs v živo. Meni je bilo zelo lušten, zelo lepo. Upam, da so tudi kaj vsebine še dobili. Kako je bilo pa tebi? Kako je bilo tako? Jaz bom zdaj bolj povedal, kako sem se počutil. Ja, to pričakujem, ja. Ne, meni je bilo fajn. Meni je bilo top. Praktično neznanci smo se dobili, ne, iz ekrana. Mi smo se dobili iz ekrana, ampak kljub tem, da smo se dobili neznanci, smo bili ful znanci, no. Ne vem, jaz hitro sprejmem človeka, to je tudi res, ne, da. Ampak smo bili toliko različni, pa smo vsi se sprejeli, to se pravi, da je bilo res dobro, da ni mogoče samo moj način bil tak, da sem jaz tako doumel, ampak vsi smo nekako začutili smo to potrebo, zato smo se tudi prijavili oziroma našli, oziroma zaznali, se odzvali, ko smo... In tudi prišli, ne, v Krško iz cele, mislim, tako smo... V začetku, govorim že v začetku na to delavnico, ne. Aha, okej, da smo bil odziv. Ne, tako. Pol smo pa, dali smo veliko not, no. Veliko smo dali noter. Jaz sem tako začutil punce, recimo, veš, in tudi fante, in tako, kako so žejni nečesa, nekih rešitev, ko smo zaciklani v neke in odnose, in v poslu, in ne znamo ven in rabimo nekoga, ki nam bi pomagal, ki nam pokaže, tole je stop znak, tle se vštavo, tle pet levo, čistko, če zrečem. Ampak to vse smo dajali noter, vsi, in smo včeraj, se mi zdi, pol pa začeli pa že ven imati, no? Ker smo se, prvič smo se čutili, drugič smo bili mogoče malo bogatejši za par spoznanj, ne vem, če bom rekli za znanj, ker za znanj treba še malo več delati, ampak saj za par spoznanj, in smo se imeli, pa smo se imeli pa fajn, no? Skupaj smo bili in se bilo dobro, no? Dobro je bilo. Meni je bilo zelo podobno, no? Tako, nismo bili več neznanci, a ne? Kljub temu, da smo se dobivali za ekrani, smo kar nekaj sebe dali, tako ste dali ogromno sebe, a ne? En tak intimen prostor, pa to sem še češnja na torti, se mi zdel, tako, evo, to smo pa zdaj mi, ker uživo se začutiti, meni osebno drugače, mislim, meni so ti medosebni stiki zelo pomembni tudi, a ne? In tam smo se pa lahko tudi si stisnili roke, se objeli, a ne, tako je bila res neka ena nadgradna. Kaj si pa ti, recimo, če začneva vsem pri teh delavnicah, kaj si ti zase dobo, recimo, za svojo kmetijo? Rekel si, smo komi, kako si že rekel, smo komi se malo dotaknili, malo smo pobrskali, ne, tako. Kje si ti začutil tisto, evo, tole je pa res pomembno zame, za mojo kmetijo, z mojo družino? Kaj je bilo, recimo? Težko, zdaj na hitro rečem, jaz sem bolj začutil, da je bilo čisto prekratko, pa premalo. Čeprav smo se 6krat dobili. Ja, jaz sem komi dobil občutek, da smo se nečesa začeli dotikati. Ne? Mogoče zato, ker smo bili s časom toliko omejeni, da nisi mogel sam dati toliko enih stvari, pa dobiti feedbackov. V bistvu smo mogoče samo v tistih sobicah, ki smo se dobivali, oziroma pač posebej, ne, ki smo si sam povedal, vsak je povedal, ampak jaz sem človek, ki zelo rad predebatiram stvari. Meni je v življenju zelo pomembno, da imam nekoga, ko mu povem svoje ideje, pa mi on reče, zdi se mi, da je to v redu, tako, kar se mi zdi dobro, tole ne najboljš, ampak pa se jaz ne odločim čisto po njegovem nasvetu, ampak dobim eno potrditev, zelo težko se čisto sam odločim in rečem, takole bo, ne. In zato mogoče sem malo manj rabil še, da bi mogoče kdo dal feedback, recimo na tisto, kar sem jaz rekel, recimo. Drugače pa, kaj sem še dobil? Eno spoznanje, da vse izhaja, tukaj sem sicer že približno vedel, ampak eno potrditev, vse tako sem tudi napisal včeraj. Eno spoznanje, da vse izhaja iz teh naših odnosov. Ne? Vse izhaja od odnosov, iz moje rasti,
iz mojega zavedanja in potem tudi, kako jaz delujem z svojimi sodelavci, na kmetijah pa največkrat s svojimi družinskimi člani. Ne. Se mi zdi tukaj, da je bilo to eno tisto ključno zadeva. Ne. In še eno spoznanje, da je nujno potrebno, to se pravi, da je življenjskega pomena, da to počnemo. Se mi zdi, da smo, bom izhajal zdaj recimo mogoče bolj iz naše kmetije ali pa širše, no se spoznavam to pred ostali zelo pomembno, da smo kar v enem zatečenem stanju kmetije, da se pač živi, ker si tukaj in tu pač slučajno si tle in boš to delal in pač delaš, ko veš in znaš, nimamo pa nobenih usposabljanj, to se pravi, nimamo nobenih znanj, veščin, ne vem, kako bi še rekel, da bi to znal, tako kot recimo v odnosnem, ne? To se pravi v družini. Ja, mi kar se oženimo, pa moramo kar živeti skupaj. Čakaj, pa to je najbolj pomembna stvar v življenju. In se nisem nič izobraževal na tem področju. Nobene šole nismo dali. Ja, pa je rabimo, ker sva midva čisto različna in že če bila čisto enaka, je težko, ne. Zdaj pa, ker sva različna, je pa še težje, ne. Kako en doume, kako drug doume in se mi zdi tle se moramo izobraževati, ne. In jaz zadnja leta, zelo veliko sva z ženo delala že na najnem odnosu, ne. Ampak zdaj vidva pa, da je zelo pomembno pa še to tudi širše, da začnemo delati, pa da se začnemo vsak sam tudi izobraževati oziroma iskati neke kompetence, neka znanja na tem področju. Ne. In jaz rečem, da je to zame bil en dober začetek, ne. Malo na drugačen način sem že bom rekel, tem povohal poslovno okolje in kako dihajo, ne. Ampak se nisem znal poistovetiti. Jaz sem vedno rekel, kako, oni se izobražujejo kot vodje, se izobražujejo z odnosi, sem jaz nimam zaposlenih, kako, ne, veš. Ampak, če ti prije nekdo pomagati, je to tvoj sodelavc, veš. Ni potreba, če ima redno plačo, lahko je kakorkoli drugačen način, če si dogovorjen, ne. V bistvu je zelo pomembno, da dobimo ta znanja, ne samo ta znanja, da dobimo v bistvu, da spremenimo sebe. Ker znanje ti dosti ne pomeni, ker se v eni situaciji, ko se moraš hitro odločiti, delaš instinktivno. Takrat je pa stvar, kako si zgrajen. Ker če si v bistvu ima samo neko znanje, teoretično, ki bi ga v nekem optimalnem okolju lahko uporabil, tukaj ga ne moreš. Ko se ti nekaj naredi, ko se nekaj pokvari, ko je nekaj narobe, ko pride 5 ljudi in ko si nervozen in mogoče še, ne vem, smatran, pol delaš samo iz svojih čustev in takrat se pa vidi, koliko si pa ti naredil. Takrat se vidi tvoja pot. Se zbudijo plazilski možgani in kar je noter, je noter. Točno to. Ampak zdaj si tako lepo besedo, no, mi je res všečno, ker točno to je bila moja vizija, ne, te znamke rast, da nekako celostno pomagamo kmetu, a ne, ker na ta način nimamo te podpore v Sloveniji še. Pa vsi vemo, že čisto iz poslovnega sveta, da res je treba delati na vsem skupaj. Ne. Vi agroznanje imate verjetno dovolj, oziroma imate vsaj podpore, da lahko dobite neko znanje. Potem so te še druge veščine, ampak si lepo besedo, ni samo znanje, ne, se pravi ta kognitivni del. Je treba to še povezati s tistim, kar je kle noter, in to so pa procesi. To pa vse terja svoj čas tudi, ne. Meni se zdi to ena tako velika stvar. Jaz sem včeraj, ki si rekla, kak sem se počutil, ne. To sem se pa zdaj spomnil. Jaz sem se včeraj počutil del ene take globoke in velike zgodbe, zelo ponižno to govorim, ne. Jaz sem čutil, in to je rekla tudi moja žena, to mi meni bilo tako lepo, je rekla, veš, kaki ljudje so bili tudi tle. Ker Mojca se zelo težko, ona je introvertirala in ona se težko odpre na hitro, ne, ampak rekla, in sploh, če so ljudje, ki so zelo ponosni, ki so zelo močni, ki so potem Mojca se kar umakne, ona se kar umakne in kar gre. In tukaj je ona tudi rekla, kakšni ljudje, ki hoče nekaj narediti, ki vidijo druga, veš, in to. In se mi zdi, da to, bomo rekli, niti ne seme, bomo rekla temu že kalj. So že vsaj v nek prvi klični listi. Se mi zdi, da je ena taka velika zgodba in to zdaj čutim pri tej novi generaciji,
ne govorimo o starosti, ampak o razmišljanju nove generacije kmetov, ne? Tako, ja, kjer so nekateri fanti in dekleta že marsikaj naredili in so že sodovi, ki se lahko že učimo, ne? Konc. In to ena taka veličina sem čutil včeraj, ja? Res eno veličino, tako neko globino, neko tako zelo veliko stvar, no? Zelo veliko stvar. Upam, da ti klični listi grejo, da raste, naprej. In gnojil. Peve na kmetijo, Lojze, vinarstvo, kdaj se je to začelo, kje pa je to seme usklilo, ne, včeraj si povedal, že kot majhen sem vedel, da bi bil rad kmet. Da mi malo več povej, kako se je to vse skupaj začelo? Ja, v bistvu kmetija smo že od nekdaj, ne. Kakšna kmetija ste bili? V bistvu to je bila mešana kmetija, to se pravi živinorejska, samooskrbna kmetija, govorimo o starih starših, ne. Samooskrbna kmetija, od starih staršev noben ni bil zaposlen. Bila je velika revščina takrat, ne, po vojni. Še povej nam območje. To se pravi, iz Krškega izhajamo nad Krškem in straža pri Krškem. No in po vojni oba stara starša sta bila doma. Pridelali so neki fižola, 1-2 teleta, kakšno češnjo pa hruško so prodali. In to je bilo to, kde so lahko otrokom kupili zvezke, pa morebiti kakšne škorne. Moj oče pravi, ni bilo denarja niti za gumiste škorne, ne. Lačni niso bili, ker so si pridelali doma. Mogli biti za urano, 3 hektarje, vse skupaj, 8 otrok, velika familija. Važno, da so bile 3 škrine polne žita, da je bil pod staro hišo kjuder, smo mi rekli, klet, da je bila na eni strani polna pese, pa kolorabe, pa teh zadev, da je bilo za 2-3 prašiče, na drugi strani tok krompirja, 2 škafa kislega zelja. Še jaz se spomnim, ko sem bil majhen. Tu smo riba zelje. Ja, imam spomin na svojega starega očeta in staro mamo. In potem pa, ko sta pa generacija mojega očeta, to se pravi njegovi sestre, bratje, jih je bilo 8, ko je prvi šel v službo, takrat so potem moja teta je šla s 15 leti v službo, zato da je denar prinesla prvi kbajt. In takrat se je začel stvar spreminjati, ker je prišel prvi denar. Moja 2 stara starša nista imela nič denarja nikdar. In oče je šel v službo in to pa je bilo to čist druga pesem. Veš, takrat se je to začel neki spreminjati, neki investirati. Veš, oče je potem, sem zelo ponosen na moje 2 starša. Lahko rečem, da oče je bil zelo inovativen, mama ga je zelo podpirala, skrbela za nas. Mi smo bili potem 4 fantje, pa 1 sestra. In ati je bil res inovativen. On je po 10 letih pustil službo in je rekel, jaz sem ukvarjal s kmetijstvom. So mu rekli, pa si ti znoro. Kaj ti pa je? To je bilo za tiste čase, ker se govorijo o katerih letih? To je bilo 80 leta, ja. Tam je 5 do 84, jaz sem 81, da se rodil. Ja. Ampak on je verjel, ne. On je verjel in mi evo, spet zgodba, ne. Mi nismo imeli nobenega denarja. Mi fantje smo nosili žeg na nogen, da smo si zaslužili za teniske. Imeli smo možnost, ki je imela od moje mami teta eno počitniško hiško na morju. Jaz sem začel tam z 10, ko sem bil 10 let star, potem smo hodili tako na morje za en teden, smo naredili 5-6 metrov drv, smo jih prodali, da smo imeli za nafto, pa za eno pico, drugače smo imeli tako seboj hrano. Ati pa mami sta dala čisto vse oziroma najprej v hišo, gradili smo hišo, 15-20 let smo gradili hišo, ne tako kot zdaj, ko se v 2-3 letih postavi. In vem, da ni bilo nikdar denarja, ne, nikdar, ampak sem pa res ponosen, je pa uspel oče spraviti in seveda potem on je kupoval pa zemljo, ne. Ampak to je bilo zmerno tako, da je bilo zmerno v minus smo šli, ne? Ker ni bilo rezerve, da bi kupil z rezerve, ampak je vzel kredit, če je bila priložnost. In iz 10 hektarjev, 11, ki jih je dobil od očeta na nek način, je predal meni kmetijo veliko 60 hektarjev. Ne? 40 hektarjev gozda je kupil. Ne, mi smo delali, jaz sem rekel očetu, ko smo pač ta gost odplačevali, to je bila ena najboljših investicij v hiši. Mi gre je bilo tako, ne. Ja, oče rekel, fantje, gremo kupiti hosto. A ti gremo. Vsi, jaz sem bil
Jaz sem bil 8. razred in vsak 2 leti mlajši, veš, pa lahko se razračunamo. Ne. Gremo, bomo delali, boste pomagali, bomo delali. Ne. Staroče je rekel, Lojze, staroče je bil Lojze, oče je Lojze, jaz sem Lojze. In pravi, tudi no. Jaz imam pa Janeza pa Markota zdaj. Kaj 4 že? Ja, 5, 4. Okay, in staroče je rekel, Lojze, to moraš, ne. Mami, pa sta na mama, pa niso bile za to, veš. Ne, jaz se prav spomnim, ker smo tako skupaj živeli, ne. Niso bile za to, ne. Ne, kaj boš to, ne, in tako. Ampak jaz sem toliko vesel in ponosen na to, da je to oče ustvaril na nek način, ne. Smo delali potem itak, par let smo delali, da smo to odplačali, ker mi smo z gozdom odplačali, gost to z lesom, ne. In smo sekali in mi z bratom smo recimo 2 zime vsak popoldan, ko smo prišli domov, oče je dopoldan pa za sosedom podaril približno za 1 hijab lesa. Takrat ni bilo take mehanizacije, kot je imamo tudi mi zdaj, recimo. Ne? In mi da smo popoldne s starim sametom, 45 konjev, z bratom, torbe na poslo in smo za 1 hijab vsak popoldne navlekli lesa. Sama da smo šli, to smo šmirkači osnovne šole. Sploh ste z investicijo odplačali investicijo. Ja, tako je, tako. No, tako da v bistvu potem smo pa prišli, je prišlo pa leto 2012, takrat mi je pa oče dal, mi je prepisal kmetijo. Mi še to povej, kako je do tega procesa prišlo, če je bil oče, recimo tudi, a ne močen, kar se tega tiče, da je imel lastno vizijo, a ne si rekel, da je verjel v to. Kako je prišlo do tega, da je tebi to predal? Ja, to je ena velika stvar, no. Mislim, on je kljub tem, da v bistvu mi se zdaj zelo izobražujemo na tem, tudi na tem področju, vsi, ki se hočemo. Takrat ni bilo teh nobenih možnosti, ampak on je rekel, on bi že meni prej predal, pa je čakal na uno rento, ki je bila takrat v enem času, je bila ena renta za kmete, ki predajo kmetijo, ne. Je čakal, da bo dosti star, ker on je bil zelo mlad, ne, ko je meni predal kmetijo, zelo mlad. Sprašujem, ker to je kar fenomen tako zgodaj predati kmetijo. Ampak pol se je zgodilo tako, da je v bistvu 2 meseca prej se je zaključilo renta, kot je bil on dosti star. Ne, in je bil zelo žalosten, res je bil žalosten. On se je veselil tega denarja, itak bi vse v kmetijo dal nazaj. Čist vse bi dal, vse da še vedno vse v kmetijo. Ne. Ampak se je pač, potem pač je tako bilo, da je bilo stvar konc, prišlo je, v bistvu smo se že resno pogovarjali, da o predaji kmetije, tudi z mojimi brati razčistili zadeve, tako, res smo prijatelji še zdaj in si pomagamo, ne, zelo veliko si pomagamo. Potem je, prišel je potem, pripravljali smo se že na gradnjo kleti. Je pa prišel gozdarski razpis in jaz se vstanem zjutraj, se prav spomnim, sem se vstal ob 4 zjutraj, sem šel na računalnik in začnem ta prvi brat zadeve, pa sem začnem točke seštevati, prvočetu, pa tako za hec še pri meni točke seštejem, izobrazba, starost, bla, 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 vse. Vidim, da jaz imam točk, skoraj vse točke, ne, oče ima pa ne vem pol od možnosti, ne. Pa jaz rečem, matili, mi bi šli lahko na ta razpis, mislim, to je že on ni tako vedel za ta razpis, ker sem že pač razlagal, jaz sem rekel, jaz imam tok pik, ti imaš tok pik, če bi se jaz javil. Je rekel, neč, pa bomo hitro prepis kmetije narediti. Sploh ni bilo vprašanje. Ne, ni bilo problema. Ne. Demo in mi smo naredili, v 3 mesecih smo naredili zadeve, vse uradno, pri notarju, vse in še prav čas, da še ni se rok zaprl. In sem se javil na razpis takrat in tudi razpis smo dobili in to je bil naš prvi tak zagon, veselje. Kupili smo takrat Johna 100 konjev, ki smo lahko z njim gozdarsko prikolico, vitlo, pač, ki smo lahko v gozdu začeli dobro delati. Vedeli smo, da bomo mogli za gradnjo kleti posekati precej gozda, ker smo ga šparali. Odkar smo kupili gozd, smo šparali hosto za to, da bomo, ko bomo gradili klet, ker to je bila naša največja in glavna investicija naše družine, da bomo takrat imeli pač ta gozd, da bo bil en del, ne, investicije. In smo si predstavljali, zdaj bomo lahko pa mi to dobro naredili. Bomo lahko sekali, bomo lahko, bomo bili pač sposobni, ker bomo imeli dobro mehanizacijo. Lahko rečeva potem, da je pravzaprav na nek način ta zunanji mehanizem tudi spodbudil to, da ste imeli en tak hitrejši prenos mogoče
na naslednjo generacijo. Vem, da ni to osnovni vzrok, ampak je čisto tako, da mogoče za kakšne odločevalce, koliko je to pomembno, da so neki mehanizmi, ki to spodbujajo. Ja, tukaj je bil, ne. To se pravi, midva bi to naredila, najbrž bi se še malo pogovarjali, kakorkoli, ampak tle kar jemljamo kmetijo v bistvu našo kot del naše družine in ni vprašanje, a res nikdar ni vprašanje, kdo je lastnik. Pri nas nima nekdo ključa od, recimo poznam družine, kjer je imel gazda ključ od škrine, recimo, zmrzovalne, veš. To je moje, ne? Ja, mislim, to mi je, pri nas probamo, se res trudimo, čeprav smo 2 generacije in se res trudimo deliti in si prisluhniti, Veš, ne gre vedno in smo različni, ampak trudimo pa se v tej smeri in se pač tudi zato gremo na ta izobraževanja, da bomo še boljši, da bomo lažje šli prek teh razlik. Sprašujem zato, ker je vseeno poprečna starost slovenskega kmeta 54 let. Jaz sem že malo tam. Si v povprečju. In je to en tak simptom slovenskega kmetijstva. Pozno prodajanje kmetije, velikokrat se dejansko preskoči generacija zaradi tega. In ena generacija izpade v tem svojem ustvarjalnem obdobju. In kot jaz tebe slišim, gre res za to, da si dovolj zgodaj tudi dobil neko odgovornost, pa tudi priložnost za ustvarjanje. In na drugi strani vedno to poudarjaš. Odnosi. Kaj ti vidiš, da je tisto, kar je tebi dal največjo dediščino za tvojo ustvarjalnost? Ja, to, kar si prej rekla, dovolj mlad biti, jaz čutim pri svojih zdaj, koliko, 43, tam nekje, Ja, se moram vedno zračunati, Jaz se ne vem, koliko sem star, si izračunam, ker toliko informacij, da se ne morem številke. Da v bistvu se zdaj že malo umirjam v glavi. Jaz sem še ogromno enih idej, ampak ni pa več tiste eksplozivnosti, recimo. Mladostniške. Ja, ki je bila takrat, moramo vedeti, zdaj imamo 6 otrok. To se pravi, imamo najin odnos, imamo odnos še vedno z najnimi starši, imamo odnos z vsakim od najnih otrok in to nekaj vzame. Ko si ti star 25, 28 let, pa imaš enega otroka ali pa če nobenega in ti je, vsi tvoji otroci so tvoje ideje, je takrat daš vse v te ideje. In takrat, zdaj pač, zdaj treba poskrbeti tudi še za koga druga, ne samo za moje ideje. In zato je v bistvu tisti čas nujno potreben, da takrat dobi človek priložnost, da takrat štartaš lahko. Je pa to težko iz stališča starejše generacije. Deva še več povedati o tem, kako pa, a sta kdaj govorila o tem z očetom, recimo, kako je bilo to njemu in predati in gledati tebe, da delaš stvari po svoje. Kako je bilo s tem? Ja, mene oče že v otroštvu skozi res spodbujal. On me je spodbujal, eno stvar sem si zapomnil in to pravim tudi pred svoji družini. Mi smo dobili tudi po 6 in porit. Tudi Šipca je zapela kdaj, Ko smo bili malo manjši, se še spomnim, da sem parkrat dobil za kako res hudo neumnost. Skratka, smo imeli zelo stroga očeta. Ampak ko pa je nekaj mi uspel, me je pa znal pohvaliti in povedati, da je ponosen. To se meni toliko v mene, kako bom tem rekel, urastel, ja. Toliko urastel, da mi je to toliko pomeni, da sem dobil tako samozavest, Jaz sem že pred koncu osnovne šole začel čutiti samozavest, veš. Jaz sem se prej, kmetje, vozači smo bili uni, tretji, ampak pa že v 7. razredu se že spomnim, kako sem jaz že vedel in sem že v sebi začel rastati in se počutiti močnega, sploh v srednji šoli, ker smo bili zelo podobni, ker pač srednja kmetijska šola, tam si podoben, tam je lažje. Ampak že v osnovni šoli sem začel in to potrditev, ko sem jo dobil. Mami nas je imela rada, mami nas je cartala, mami je celo preveč za nami pospravljala. In to ljubezen, ki jo date mame, jo ne moramo dati očetje.
Ampak eno potrditev je pa mame ne morete dati, ki jo damo očetje lahko. Ne. Tisto potrditev, jaz ne vem, kako je pri puncah, ker sem jaz pova. Ne. Ampak jaz vem, da meni je to neizmerno velik dal, ko mi je oče rekel, da sem ponosen na te. Ampak ne kar brez veze, da bi to kar govoril. On rekel takrat, ko je bilo to res treba. Ne. Ne neka taka pavšalna pohvala, ampak Tako. priznanje za nekaj, kar si naredil, kar si se izkazal. Tako, ne kar je brez veze. In takrat, kadar pa ni bilo prav, se je bilo tudi povedano, da ni prav in zakaj ni prav. Ne. In potem v bistvu je to v bistvu šlo zelo spontano. Jaz sem imel ogromno zaleta, energije, idej in vsega tega. Se je pa ena velika stvar zgodila. Ne. Mi smo takoj po prenosu kmetije začeli graditi klet in je iz nič denarja ratal grozen vakum. Ne nič, ampak minus. In oče je dal kmetijo, in oče je dal, ko mi je dal kmetijo, se spomnim, da je pelil vino in je vzel denar, je rekel na denar. Ne. Pa smo sicer se še kasneje še pogovorili, smo nekako drugače organizirali. Mi je rekel enkrat, meni je tako težko, jaz se ne upam niti v Krško, ne. Niti v mesto, ker nimam denarja, da bi kofe plačal. Ne. Veš, investicija je bila krepko čez $500 000 za tiste čase, to je, moramo vedeti, 15 let nazaj, ko je bil denar enkrat več vreden, ne, kakor zdaj, pa za našo malo kmetijo, ker tako ni bilo ne vem kaj. Ne. In to je bilo zelo težko obdobje, res težko obdobje, ker jaz sem rekel, a ti vprostim, tudi jaz nimam denarja. Ne, veš, kako ti jaz dam, ne vem, 200 €, če nimam tudi jaz ne. V tistem času je bilo zelo težko, ker v bistvu se je gradnja celo zamaknila zaradi nekaterih izvajalcev in je bilo vprašanje, če bomo sploh dobili sredstva, ker smo rok začeli, to je čisto ena druga zgodba, ampak se je rok pač zamaknil in skoraj nismo dobili evropskih sredstev, kar pomeni, da nas bi prodali. 7 jurjev vem, da je bilo treba dati v enem mesecu spraviti skupaj denarja, ki ga ni bilo nekjer za banko, ker je bil tisti premostitveni kredit tako veliki, ne, tako da v bistvu je bilo res tako zelo, zelo, zelo težko in dokler nismo pa mi res zalaufali, hvala Bogu, zaradi tudi dobrih idej, vin, ki so bila malo drugačna, ki so imela dodano vrednost in tako, in degustacij in turizma na tem nivoju, na katerem delamo, je bilo tudi pol odnosno zelo težko, no, mislim težko starši. Ja, vsi smo čutili neko veliko težo časa. No. Kako ste pa, sprav, tu je bilo neko tako preizkusno obdobje, nekaj, kar ste se kar morali prekaliti in ustrajati, lahko bi šlo tudi zelo narobe. Ja, čisto pa ni bilo veliko, to je bilo treba čist malo. Kako so bili pa takrat te odnosi, kako ste to zdržali? Čisto tako, da poveva mogoče še komu, ki se s podobno situacijo sooča, ali pa se mogoče še sprašuje, je to sploh vredno, pa mogoče starši rečejo, lej ne, preveč je rizično. Kaj je takrat pomembno? Ja, če zdaj s temi očmi gledam, je bilo res težko in oziroma zato je zelo pomembno, da mlad človek začne, ker se stvari največkrat speljajo, če verjameš in se speljajo, ni lahko, ne? Ampak ko imaš ti neki toliko ogromni izkušenj, si bolj pazljiv in potem tudi delaš mogoče malo manjše korake, ne? In pol je tudi manjši napredek. Ne? Tako da jaz vidim tle, da smo dosti premalo naredila tukaj z mojo ženo, ampak premalo smo naredila, kažem s prstom sam na se. Prva stvar, kar je, da mlada družina mora iti zase. Tukaj ne odstopam od tega. Mi dva nisva ločila, ker sta moja primarna družina je ustaljena, ima en ritem in ga ne moreš spremeniti in staro drevo ne boš opognil. In tako, ko raste in se trudijo, moji dva starša se res in še zdaj se trudita, da bi nam ugajali. Ampak imata svoj način, svoj tempo, ne. Kar je naravno, ne? In potem pride nekdo tretji v hišo, če temu rečemo tako, če ostanemo v hiši, ne. In potem, ja, kje bom jaz? Zdaj, če sem jaz v svoji primarni družini, to pa itak vemo, kak je konec, gre takoj narazen. Če se trudim biti z ženo, se skozi fajtamo vse se mora spremeniti. Ne. In tukaj mislim, da je lažje, nekateri to zmorejo
nekateri to zmorejo tudi skupaj, ne? Mislim, da je lažje, da saj za leto, dve, ne za več, ampak saj, da se midva obrusva v grobo, saj, da se midva urasteva, da se midva spoznava, da greva v tistem času, v času rekli saj za copatno razdaljo, to se pravi, da se treba proboti. Ja. Da ne moreš v copati hitro. Ja, ker je tako, potem običajno se, saj v tem, ko gre za prenos kmetije, vsaj v moji generaciji je bilo tako, da smo začeli neke velike projekte za tisto kmetijo, iz kateri si izhajal. Ne? In je potem to intenzivnost dela in vsega tega in treba graditi na odnosih. To, kar v bistvu jaz zdaj počnem, recimo, če rečemo temu poslovnem smislu, to bi mogel začeti med faksom. In to bi mogel biti del izobraževanja, nujno. Del izobraževanja. Govoriva o čem v poslovnem smislu? Ja, tako, da se bo, mislim, kaj je poslovnem smislu? Poslovnem smislu je moja osebna rast. Ne? Da lahko. Ja, mogoče nisem prav izrazil. Da se bi mogel že v času, mogoče to recimo tudi lahko naslovimo na Zvezo podeželske mladine, ne? Da, v bistvu je to en od ključnih v bistvu ciljev, ki bi jih mogoče spremljali, ker kljub samo veva, da je večina potočih naslednikov kmetij je aktivnih članov Zveze podeželske mladine, tako kot sem bil jaz in moji kolegi in tako naprej. Zakaj ne bi tle še več probali še na tem? Vem, da delajo, vem, da se trudijo, mogoče še več in jim pomagali, da bi jim pomagali zdaj, ko smo spoznali. Ki ste že prehodili to. Vsi mi, ki smo, govorim, za oba naju. In da so isti ljudi. Ki smo že prehodili. Tako. Ja, se pravi, ta kriza, ki je prišla, ampak ti si ves čas si pa verjel to svojo idejo in tudi včeraj, ko sem te poslušala, kako prav strastno govoriš o vinu, o tem, kako si te stvari raziskoval, da je to res tvoja ena ljubezen, veliko ljubezni. Ne? Kaj te je tukaj navdihovalo? Kaj te je vleklo naprej, da si rekel, ne, še bom raziskoval, še res to svojo, boš malo več povedal o Frankini, si nekaj novega ustvaril, zato si rabo tudi čas, zato si rabo energijo, podporo. Ja, žene, mene je skozi žene. No. To, tako da sem hvaležen, da imam ženo, ki me zna tudi bremzati, ki zna pokazati tudi drugo plat, pa reče, če si tle dober, časa imamo samo toliko, pa tle trpimo, mi trpimo, ne, naša družina, najini odnos. Tako da, ja, to je ena stvar, da me skozi žene. Ne. Jaz pač vedno bi nekaj novega, vedno hrepenim. Ne. Jaz sem v življenju pogruntil eno zadevo, pa grem pol nazaj na tvoje vprašanje, da ta beseda odločiti mi je toliko močna, ker v bistvu pomeni se ločiti od. Ne izbrati nekaj, ampak se ločiti od. Jaz bi vse. In je meni največji, zelo velika težava meni predstavlja se odpovedati nečemu. Rad bi to doživel, rad bi to probil, rad bi to raziskal, tle bi šel rad malo bolj noter, vleče me, vse me zanima, rad bi življenje, rad bi ga, ne? Ampak ne moreš. Ti, če se odločiš, če sem se odločil za mojo ženo, ja, so druge punce, čeprav so fajn, čeprav se lepo z njimi pogovarjati, jaz sem se odločil, ne? Če sem se odločil za vinarstvo, sem se bom mogel odločiti od drugih stvari. Ne? Tako da v bistvu to, ne? Prej, ko si vprašala, s čim se ukvarjamo, nisem niti odgovoril, ker so šle misli drugam in preveč. Ne? Ukvarjamo se v bistvu v prvi vrsti z vinarstvom. Ne? Imamo 30,000 štrt, tle smo si nekako postavili mejo, da se ne bomo širili, nekako tako čutva ženo. Imamo še ekološko živinorejo, ker je oče zelo aktiven, večina on opravi, krave dojilje, tam okrog 20 glav živine. Mislim, da je okoli 15 hektarjev pašnikov, travnikov. In gospodarimo trenutno z slavimi 60 hektarji gozda. Ne, gost mi je tudi zelo velika zdeva. Še druga stran. Težko se je ločiti od strasti. Ne. Jaz sem pač vse posod sem strasten. Dejansko sem res.
In kako, zakaj, ko si rekla, gremo nazaj zdaj na vidarstvo, na tvoje vprašanje, ker jaz kar odplavam. Ampak je super, hvala. Zakaj, kaj me je gnalo, ne? Ja, to, kar sem že rekel, kar me pri vsaki stvari žene. Jaz mislim, da če bi si česa druga lotil, da bi tudi tako delo, no? Ne, da bi tudi tako delo, ker ko grem v neki noter, me ta širina in vem, da to ni tako enostavno, karkoli počneš, karkoli od posla ne, počneš, me začne to prevzemati. Ne, in me ne utruje, ampak v bistvu me napolnjuje. Ne. In v tem vinarstvu, ne vem zakaj, ampak jaz kot mulc, jaz sem hotel delati dobra vina, veš, začutil sem, ko sem neko idejo imel in ko sem mal prebral, pa sem mal, ne vem, neki dubo, neki informacije in sem pol naredil in pa je bil pa rezultat. Veš, in smo imeli, z nekim vinom smo bili nadpoprečni v regiji, ne, in sem rekel, wow, in to je bilo tako veter v jadra, to me je kar dvigoval, ne, in pa sem hotel še bolj in še globlje, ne, in začel sem raziskovati in Frankinja mi je bila itak top of the top, takrat, ko se še nobeni v Frankinji pogovarjal. No, to sem te želela vprašati, zakaj ravno Frankinja? Kje je prišla ta strast do Frankinje? Glejte, jaz izhajam iz Dolenjske, ne? Posavje, Dolenjska, oboje, jaz sem statistična regija Posavje, ampak sem na krajinski strani Save, zato je Dolenjska, razumeš? Ja. In takrat moramo vedeti, kdo so gospodari, še zdaj vemo, koliko so stari gospodari na naših kmetijah, takrat so bili glihen toliko stari, ne? Poprečno, ne? In ti gospodari na teh kmetijah so imeli vsi vinograde, ker na Dolenjskem ima vsaka kmetija svoj vinograd, zdaj že mogoče manj, ampak vsi so imeli cviček. Jaz sem hotel pa več, ne? Da se razumemo, hvaležen sem za cviček. Tudi cviček nam je pomagal marsikaj postaviti v začetku, v štartu, ne? Ampak jaz sem hotel več in sem videl, da pri cvičku lahko dobiš lepo pitnost, lepo eleganco, lepo svežino, lepo mladost, ampak ne moreš dobiti telesa, ne moreš dobiti širine, ne može biti polnosti. Ne. Jaz sem hotel pa še to. Ne. In potem mi smo imeli pa od nekdaj Frankinjo pri hiši, imeli smo en sod Frankinje, 700-litrski sod, še zdaj ga vidim in tudi če ga imamo, in star sod, ne. Ja, služi sicer drugemu namenu. Ne. In ker sem pač se poglabljal in sem s tisto Frankinjo pol jaz neke nova znanja, ne. Mingrede, moram povedati, jaz sem se brez izpita furil 10 km stran na izobraževanje, ne. 16 let star mulc. Ne. Jaz sem že v osnovni šoli se sam začel kletariti. Ne. Ampak meni so pol, to so bili hitri rezultati, ne. Hitri, v 1-2 letih. Ne. Ko sem dobil neko znanje, jaz sem bil neobremenjen in jaz sem verjel tistem, kar sem slišal in sem naredil tako, nič tako, kot je kdo drug delal. In tle je bil pa ključna stvar po mojih staršev, ko so rekli, deli. Ni problema, deli. Niso rekli, ne, jaz sem tako delal, tako mora biti. Ne, deli, lej, ti bom pomagal, deli, ne. Pa sem kakaj za ribo, lej, dej merke, ne, ampak deli, ne. Bože, to je res pomembna čustvena dediščina, bi jaz rekla. Ne? Se pravi, da so ti dali proste roke, da se lahko tudi zmotiš. Da mogoče to se mi zdi ključna stvar. Ne? Da v bistvu zna sprejemati svoje napake pa napake drugih še bolj. Ne? Da zna sprejemati. Ne? Tukaj se mi zdi, v čem se mi zdijo svetniki veliki, ne? Do sebe so strogi, drugim pa pustijo. Veš, to je tisto, kar se moramo tudi mi naučiti. Ne? In pol tako je ratal, ne? Pol se pa tako ratal eno vino, pa sam iskanje, pa sem dol plaval, ne. Sam noter, in sem probal to, in pa se je tudi zgodilo, recimo, ne vem, neka vina, ki so Bela Frankinja, ki pač je fenomen bil za našo kmetijo, ki nam je pol omogočil pa tudi začeti investicij. Prvič se je zgodilo, da je kakšen evro stal, ne? In da v bistvu kljub tem, da smo imeli kredit in smo ga plačevali, smo lahko še nekaj investirali. Videl sem priložnosti, bil sem dost svoboden, da sem potem začel tudi iskati neka sofinanciranja in tukaj se je tudi zgodil pač ta čas, kjer so bili
kjer so bila nepovratna sredstva nekatera in so pomagale kmetijam, da smo se začeli razvijati. Ne? In seveda sem pa skozi gledal res naprej. Jaz ne vem odkje, ampak jaz sem skozi razmišljal za 4-5 let naprej, pa ne načrtno. Recimo zdaj to delamo načrtno, ker se učimo tega. Ampak jaz sem to instinktivno delal. Intuitivno. Ja, tako, da sem gledal skozi naprej in sem nek razpis pogledal, pa sem videl, tle sem pa šibek, ne? Ampak če sem tle šibek, lahko tle nekaj naredim. In sem se začel pripravljati, se kot sihar bo naslednji, čez 2-3 leta, podoben, se ni revoluciji, ne? In sem se začel pripravljati in sem bil tle močnejši, ne? In sem pač imel pol bistveno več pik in sem spet prišel noter in smo lahko nekaj investirati, ne? In tako naprej. In potem recimo mreže proti toči, ne? En prvih sem bil v našem koncu, ko smo to naredili, ne? Ampak jaz sem videl malo par rezultatov, kaj se zgodi, ko dobimo orang točo, kaj se zgodi, ne vem, če srne požrejo 10 ton grozdja na leto, veš, in sem začel malo kalkulirati, sem rekel, to bo sigurno, ne, dobra zadeva, in pol sem šel še malo pogledati ven, malo fante, ki to imajo, vprašati, se pozanimati, pa so mi rekli sosedje, pa zakaj ti to delaš, ne? Sem rekel, gledajte, gospode, če ima 20-30% Nemcev, pa polovica procentov Švicarjev, pa ne vem koliko procentov Avstrijcev v mreži proti toči. Ti narodi so bili zmeraj zelo razvojno dobri in pa je to dober. Sem nam spraševal, če ni dober, jaz vem, da je to dober. Sam tehnologijo moramo poštudirati, kako, da bomo to furali. Deva še mogoče se dotakniti Bela Frankinje. To je ena taka tvoja posebna zgodba, ki pa je dejansko prenesla na vašo kmetijo to višjo dodano vrednost. Kako si jo razvijal, koliko časa je pravzaprav to trajalo, da mogoče tudi pokaževa to ozadje, da stvari ne uspejo v enem letu. To je bila kar doba, koliko si rekel, 5 let? 5 let, ja, v bistvu od ideje pa do prve steklenice. Ne? Kako se je razvijala ta ideja? Ja, idejo sem dobil pri šampancu, to se bila v penečem vinu in šampanje, Blanc de Noir, na etiketi je pisal Blanc de Noir in sem rekel, kaj je to za nareč? So rekli, ja, to je pa belo vino iz modrega pinoja, Pinot Noir. In takrat mi je kapel, da v bistvu imajo vse rdeče sorte barva samo v kožici, ne? In da lahko dejansko narediš tudi belo vino iz rdeče sorte, samo moraš imeti znanje, ne? Rozeje, poznamo rozeje, ne? To se pač, če na hitro stisneš rdečo grozdje, kožica poči, malo barve pride in dobiš čist malo barvo na vino in to je roze, ne? Potem pa pač naprej predelaš. Jaz sem rekel, jaz bom to tudi naredil, ne? Namreč v naši kleti sem jaz, zdaj mogoče manj, ampak kot mulc, jaz sem kletaril vsaj 10 različnih tehnologij vsako leto, ne? Zato v bistvu, da sem dobil širino, da sem dobil znanje, ker sem hotel, spet, koliko sem že rekel, pri vsaki stvari začnem kar iskati, ne? In pa sem rekel, jaz često nam vedel, ne? In sem probal ogromno stvari, ki jih zdaj ne počnemo več, ne? Pa tudi včasih smo dali v flaše, celo etiketo smo dali temu vinu in tako naprej. Ampak to je samo zato, v bistvu, da sem širil svoje znanje. Ne? Da sem širil znanje, da sem dobil čim več znanja pa veščin. Ne? No in isto je bilo pri Beli Frankinji, ne? To bom jaz tudi naredil, ne? Dajmo probati. Ne? Pa tak mi je bila, sem rekel, tega nima nihče, ne? Veš, vedno sem iskal nekaj taga, kar nimajo drugi. Jaz res nočem ponavljati stvari, oziroma ponavljam za res nekom, ki je zame en najboljših. Ne, ker če se dela zem pa 6. Ne? Jaz imam par, bom rekel, fantov, ne? Ki so mi zgled. Še zdaj. Slediš modelu odličnosti. Ja, tako, ne. No in po sem začel s to Belo Frankinjo in seveda 5 let sem brabil, vedno so bili rozeji, pa sem mogel čisto spremeniti tehnologijo, pa sem mogel v bistvu čisto v glavi spremeniti cel koncept, v bistvu, to sploh ni stvar tehnologije, ampak je stvar v bistvu načina kdaj trgati. Jaz sem vedno prepozno zargal in tako in pol. Zato je tudi Bela Frankinja najnižje alkoholno vino v Sloveniji, ne. Isto, ki trgamo v času zrelosti za penine, ne. Ampak to, da sem prišel do tega spoznanja, ker jaz nisem nikjer nobene literature dobil okoli tega, ne. Tega je tako malo v svetu, da to nikjer ne piše. To se sploh ne omenja. To so klareti, clear, čisto, ne. Klareti so bela vina iz rdečega grozdja, ki jih je zelo malo, ne. Ampak zgodba je bila nenormalno dobra. Takrat je Bela Frankinja bilo zelo porastu, ko je meni ratalo to narediti. To je bilo, se je poklopilo. In moment potem... Ja, in vsi so začeli, ali pa ogromno ljudi je začeli spoznavati modro Frankinjo in pol pa prišlo kar naenkrat bela, ne.
In to je bilo čista senzacija. Druga stvar, kar pa je pa, ker je vino je pa nenormalno všečno. Nenormalno všečno. Široki javnosti je ljubo. Ne? Mogoče me kakšna zelo strokovna javnost včasih tudi celo prezira. Ne? Češ bela Frankina, ne? Nekaj posebnega. Ja, jaz nobenem nočem škoditi. Ne? Imamo večino naših vin suhih. Ne? Ampak to vino, a se nismo vsi maratonski plavalci. Razumeš, nekateri se radi samo kopajo. In to je pa ena stvar, ki pa vedno zagovarjam. Vsi imamo pravico na tem svetu živeti. Ne samo jaz, ki imam znanje, ne samo jaz, ki imam denar, ne samo jaz, ki sem bel, ne? Ampak imamo pravico vsi živeti. Z različnim znanjem, z različnimi okusi. In zakaj ne bi naredili za vse nekaj dobrega? Nekdo mu je to všeč, nekomu je drugo. In trg ti je potem tudi to potrdil, verjetno. Ja, trg je pa potem potrdil. Itak, ker je pač se prodaja, hvala Bogu, zelo dobro. No. Zanimivo mi je tudi to, da včeraj si razlagal o tem, da praktično ne delate veliko na trženju. Premalo čist. No, ampak očitno uspešno in sem zaznala to srčno znamko vzadej. Tebe kot nosilca, strastnega nosilca, ko res strastjo govoriš o tem, ljudje pa potem o tem prepoznajo neko res dodano vrednost, da to vino tudi na tržišču uspeva. Kaj ti misliš, da je tisto, kar kmetiji lahko pomaga, da govoriva o neki, se pravi, tej povprečni manjši družinski kmetiji, da z neko butičnostjo lahko živi, dostojno živi od nečesa. Kakšna miselnost je potrebna, da se to zgodi, da se ta srčna znamka oblikuje, da pridemo do tega? To ni tako lahko vprašanje, veš? Vem, da je ni. Ne vem. Zdaj je čistko na hiter. Mogoče ni to prav, ampak... Je mogoče to neka bolj kompleksna zadeva? Pri nas je bilo to tako, da mene žene. Veš, zelo najdeti moraš, ali pa tako drugače mi rekel, najdeti moraš v sebi nekaj, kar te začne premikati. Ni dovolj, da samo nekaj imaš, pa sploh ne sme biti cilj denar. Mogoče se to čudno sliši. Denar mora biti nujno. Ne? Mislim, jaz sem videl, dokaj ni bilo denarja, nismo mogli nič. Ne? Denar mora biti. Ja, ne? Ampak najdeti moraš v sebi nekaj, v kar verjameš, res v kar verjameš. Ker če ne najdeš, se boš skozi mučil, pa ne bo uspeha, pa odkoli tebe ljudje ne bojo zadovoljni, pa težil boš, pa ne bo šlo in boš pol jamro in boš rekel, to si itak nič ne splača. Ne? Se pravi, moramo nekaj najdeti. Ne vem, jaz mogoče sem hvaležen, jaz imam ta dar. Ne? Mogoče kdo nima, ali pa na nek drugačen način to spozna. Ne? Se mi zdi, da treba kot mladostnik moraš marsikaj tudi probati in se moraš, pa tudi evo, zdaj bom mogoče se mi je pojavilo eno vprašanje. Mi starši smo odgovorni, da otrokom pomagamo njihove talente razvijati, da tam, kjer so oni dobri, da jih podpremo, pa da oni pa začutijo neko veselje. In potem bojo dobili bomo rekli, en podstat, da bojo lahko na tem gradili. Ne? Tukaj smo pa mogoče že spet na tistem, če bi ti rekel, če bi me rekel, moj oče, da je nekaj. To ni nič nevreden, da je to jaz naredil. Ne? Bi mogoče ne najdu jaz tega. Ne? Kako manjše kmetije, po moje, odgovornost je zelo veliko tudi na prejšnje generacije, da zna spodbuditi. Da zna spodbuditi in verjeti in včasih tudi zaupati, ali pa največkrat tudi zaupati zraven. No. Ne vem, če sem dobro odgovoren, ampak... Se pravi, zdaj nagovarjava starše, tiste, ki predajo naprej. Koliko je v bistvu tukaj res odgovornosti, da dovolijo, da ptiček zleti iz gnezda, čeprav še vedno ostaja v istem gnezdu. Bom rekla tako iz moje coaching prakse, ko delam s kmetijami, praktično ni kmetije, da ne bi se v bistvu znajdeli pred tem, da imajo občutek manj vrednosti mlada generacija na lastni kmetiji. Z veseljem prevzamejo, grejo v to, ampak ne čutijo pa te podpore. Ja, dej, o tem, kar ti govoriš. Dej, poskus. Ampak je mogoče še
vsi tisti, ki se vračajo nazaj, imajo mogoče veliko večjo vrednost kot tisti, ki ostaja na kmetiji. Zato sem te tudi to vprašala, ne? Ker se mi zdi, pač, da zdaj iz moje prakse sklepam, ne? Je to lahko res ogromna dobra popotnica in tisti potisk iz gnezda, da ptiček zleti, lahko je pa ena velikanska cokla. Ne? In ta mlada generacija se potem s tem srečuje. A ne, ali ne. Kmetje so načeloma vsi izobraženi, imajo dejansko možnost, jaz tudi reči, ne bom se ukvarjal s kmetijo, grem jaz raje v službo. Ne, pa je treba ta zagon potem nekje najdeti. Tako da, zato sem rekla, mogoče nagovarjava to starejšo generacijo. Dajte jim krila, dajte jim dovolj, kljub temu, da vemo, da ste 40-30 let vlagali vse svoje življenje v to kmetijo, mladi bi pa zdaj mogoče drugače. Tudi drugačni časi so. Ne, tudi zadnjič, ko smo se pogovarjali, se je rekel, niso fini časi za kmeta. Ja, se mi zdi, da sem začel razmišljati v zadnjih časih zelo veliko te starejše generacije. Jaz sem pač prej razmišljal o moji, to se pravi, moji zagnanosti in dobil sem potrditev in dobil sem iz okolice potrditev in ko ti neki rata in potem in mlade kmete in gor in dol in tako, ne. In zdaj pa, če zdalje bolj začnem razmišljati, najbrž se tudi vidi to, da pač sem kljub samo malo starejši, ne. Čeprav še tako za hec bom povedal, da ko smo še nedolgo nazaj sem študentu rekel, dajmo se kar tikati, saj smo približno isto stari. Jaz sem bil še kar v čutku, da sem glih faks končal. In pa sem, pa reče ena gospodična mi enkrat, gospod, pa vi ste enkrat starejši od mene, ne. Pa sem se tako malo sedel. Aha, ok, ne. In sem začel zelo veliko razmišljati tudi že o tej, ne, kako pripraviti v bistvu starejšo generacijo, ker mladi so pripravljeni, zaradi tega, ker narava nas je naredila, da smo pripravljeni. Mlad človek je vedno pripravljen. V njem je življenjska moč, v njem je življenjska energija, on hoče takrat rešiti svet. Zdaj, kako pa mi ga v bistvu spodbuditi, ga pustiti dovolj svobodnega, da bo začel leteti, ne? Da ga ne boš držal skozi, ne? Pa da ga ne boš usmeril tam, kad ti rad, ne? Veš? In tukaj jaz se to sprašujem recimo do mojih otrok. Zdaj sem se začel zelo spraševati, ne? Na kak način bi jaz to naredil? Po svoje bi rad videl, da bi nekdo prevzel. Kljub samo pa je to bilo ogromno enih odpovedi in naporov vloženo v to zadevo, v to naše vinarstvo, ker poimenujem čist direktne, v klet, v infrastrukturo. Konec koncev, zdaj bom jaz lahko rekel, je bolj lažje jim, ne? Jim bolj lažje, ne? Ali pa ne. Zdaj, ali bo imel nekdo to veselje do vina, kot sem ga imel jaz, ne? Je pa vprašanje, ne? Kaj narediti, ne? Tle smo zelo pred dilemo, ne? In zdaj na kak način vzgajati. Zdaj bom eno zadevo rekel, kar se mi zdi pa kljub vsemu zelo pomembna. Mornarji niso bili nikdar na Gorenjskem. Zakaj sem to rekel? Zato, ker meni je mrzdo rekel, ja, ne moš ti otroka sam siliti v neki, on mora iti svojo pot. To je res. Samo če on živi in on tebe čuti in on s tabo dela, se bo mogoče nalezel tega veselja in v to začel verjeti. Ne? Zato je, če je bil nekdo ob morju doma, bo bil mornar. Kako lahko rečemo, da je nekdo na Gorenjskem začutil, da bo mornar? Zelo malih je bilo. Razumete, kako hočem reči, ne? In zato se mi zdi, ena ključna stvar je, da to veselje živim toliko odprto do družine, ne? Da tudi ne jamram kar naprej, pa koliko je grozen, pa koliko je hudo, ampak da naredimo skupaj, pa da pri nas se velikrat pogovarjamo, pa sploh nismo idealni, vse je narobe čas. Ampak velikrat se pogovarjamo, gremo zdaj tole narediti, moramo to narediti, ker bo prišla ena skupina, da bomo prodali vino, pa da bomo pol lahko šolsko torbo kupili, ne? Veš, da bomo šli lahko na morje, ne? Veš, da bomo šli lahko, ne vem, ne? To se pravi, otroci pri nas točno vejo, da moramo ta prvo za trto poskrbeti, da bo grozdje, da bomo imeli vino, da bomo lahko pol neki v življenju tudi doživeli skupaj. To se pravi, da je pogojevano, ne? In če je to življenje, ti odnosi,
če so na nek način tako prepleteni z poslom, se potem tudi malo kužimo. Ne? Jaz sem tudi potem videl, ne? Poglejte, koliko uspešnih, ne si bo podjetnikov ali pa koliko dobrih strokovnjakov na področju kmetijstva izhaja iz kmetij. Zakaj? Ker so oni, kljub tem, da niso bili prevzemniki, ki je mogoče njihov brat prevzel, ali pa, ne? Ampak so oni toliko čutili to, da v bistvu zdaj so pripravljeni in so rekli, ne, jaz hočem v tej panogi nekaj narediti dobrega. To se pravi, mi je pri srcu in zakaj mi je pri srcu? Zato, ker sem s tem živel. Zato, ker sem čutil, da je to neki, to ni samo neka služba, ampak je tudi konec koncev eno poslanstvo. Ne? In to tudi komuniciraš, se mi zdi, ne? Da je to tvoje poslanstvo. Kako pa gre ta del, ko je neka strast velika, se predamo tej strasti in hkrati, ko imaš družino, je tudi to verjetno nekje na zelo visokem mestu tvojih vrednot. Kaj pa ta ravnovesje, slalom, ne? Peljati kmetijo. Veva, koliko dela to pomeni. Zdaj sem pritisnila na eno točko verjetno. In to peljati z družino. Zdaj bi se mogel jaz ostati iz te mize, pa bi se mogla presediti moja žena. Bi morala mojte tukaj. Tako, da bi povedala ona. Ja, tle je pa spet, se mi zdi, to je pa najbolj pomembno vprašanje. Od vseh. Ne? Ključna stvar naši odnosi. Ne? Če bojo štimali odnosi, bo laufal, če odnosi ne bo štimali, ne bo laufal. Ne? Mi da so se odločili za sorazmerno veliko družino, 6 otrok. Kar pomeni, da je intenzivnost odnosov in dela v družini, ne, to je prav ena služba, lahko rečemo, ne? Ena služba, čist cela služba, ja. Res ogromno in se s Mojco, z ženo res trudva, pa sva si toliko različna v najnih pogledih, da se ogromno kreševa in dopolnjujeva zaradi tega. Ne? Mojca me tudi, se mi zdi, drži na eni zdravi distanci od mojih idej in moje strasti, zaradi tega, ker ona potrebuje več miru in več tudi mene, ne? In me velikrat ni. Ne? Tako da v bistvu intenzivno delava res na najnem odnosu, čeprav bolj ko delava, bolj spoznava, da še nismo daleč in da treba veliko narediti. Tako da v bistvu zato jaz to zelo veliko poudarjam, ker hrepenim potem, no? Ker hrepenim, da bi res vzpostavila en dober odnos. In cilj mi je v življenju, da bi bila moja žena srečna ob meni. Ne? In se velikrat, če si nalijem čistega vina, se zalotim, da ni, ne? Da je pač preveč, da me ni velikrat, da ne znam skomunicirati stvari, da ne znam povedati na primeren način, da me vzame posel, da me vzame ljudje, ki jih je ogromno okrog naše hiše, naše familije. In tle pa spet so potrebna res spet znanja, tako kot smo bila na začetku se pogovarjali, ne? Spet znanja, da bi znal prvo sebe zgraditi, da bom znal potem res dober odnos zgraditi z ženo in potem tudi z otroci, da bojo otroci se čutili varne, ljubljene, da ne bojo prišli domov, recimo te velike iz internata ali iz študenta, kasneje rekli, zdaj gremo spet domov, ne, spet bo sam nek delo, sam to, ne, da se znamo tudi poveseliti, da znamo tudi, ne. Tako da ogromno se mi zdi, da imamo še tle za delati, ne. Res, in jaz sem pripravljen delati, to pa sem pripravljen delati in tudi za zavedanjem, da pač sem hvaležen za vse, kar smo naredili, pa tudi za zavedanjem, da je treba še ogromno narediti in da bo vsak korak prinesel že en sad, ne. Pa tudi za tem zavedanjem, da ne bomo nikdar zagotovili, ne. To se mi zdi zelo pomembno, ne. Pač, da si v življenju pač se moraš truditi, pa ti ne bo čisto ratal, ampak to ne pomeni, da se, ne. Če se pa noč truditi, pa ne bo nič ratal, ne. Se pravi, slišim to zavedanje stalne rasti in kako je pomembno korak za korakom, da rastemo in da hkrati nikoli končana zgodba. Ja, itak. Ta rast. Itak. Mi je bilo pa zelo všeč, ko si povedal, da zato, da ste vi skupaj, vi morate nekam iti. To tudi gojite, ne? Da
greste tudi kam, da se umaknete kot družina in da ste res, takrat pa ni trte pa vsega tizga okrog, ne? Verjetno se tudi telefoni malo manj brnijo. Kako recimo ta del sprostitve kot družine gojite? To bom zdaj eno anekdoto povedal na hiter. Poročena sva bila 3-4 leta in je rekla moja žena, zdaj pa konc. Zdaj si že pa dopust in boš bil z nami, takrat smo imela 2 ali 3 otroke. In boš bil z nami 4 dni, do konca tedna boš bil z nami. In pa sem razmišljam, sem rekel, Mojca, ni šans, ne morem. Ne morem biti jaz. Še 5 minut potisnem korak, ko je ona rekla, boš bil z nami, mi je nekdo pozvonil na vrate, preko Lojska, mi lahko tamle gor greš neki eno zadevo zrihtati. In pa jaz sem človek uslug in jaz ne znam reči ne in kaj zdaj? In pol ta žena takrat, ko potegne, ne? Veš, kaj rečem, ja, se bom hiter, ne, veš, ampak pridem v klet, pa vmes pride še nekdo, pa en me pokliče in to in je pol 2-3 ure, recimo, ne, klet je pač meškan stran od naše kleti, ne, in meni, ne, od hiše. Ja, od hiše, tako, in sem pa rekel, lej, Mojca, ja, lahko, ampak gremo v avto, pa nekam gremo. In dejansko, jaz nimam nobenih problemov, jaz tako rad delam, ne, ampak nimam nobenih problemov iti. Midva ne greva na drage destinacije, sploh ne moramo, ne gre. Ampak gremo nekam, kjer se umaknemo, ne? Kjer smo lahko sami. Tudi recimo, ko gremo na dopust na morje, Mojci ogromno pomeni, da smo sami. Jaz bi imel še prijatelje zraven, jaz bi užival s tem, ne? Jaz bi imel ljudi. Ampak tukaj se res trudim, da rečem ne, lej, zdaj sem jaz pa za družino in če ti je, sam sebi govorim, če ti je družina, ki je vredna, boš se zdaj potrudil za družino in boš bil z družino in boš bil samo mož, pa samo oče. Ne? Tako da v bistvu probamo, zdaj zadnje čase mogoče celo malo manj, ampak smo kar probali pobrisati jo tako parkrat na let. Enkrat na let malo dlje, za 10 dni, ne, pa vmes pa za kakšne vikende kam, ne. Saj se tudi najdejo neke cenejše variante, bolj preproste, ne. Mi da smo tudi večkrat šla tudi na duhovne vaje z otroci, sploh ko so bile punce, te velike, mlajše. Zdaj sva sploh spoznala, da moramo nazaj začeti, ker nas je zdaj kar začeli malo odnašati. In smo s tem ogromno dala tudi otrokom, otrokom in sebi, ne? Da smo se prvič umakali, drugič smo se malo obogatili duhovno, smo se sestavili malo bolj in tako, spoznali ljudi, ki so podobnega prepričanja in smo lahko potem z njimi komunicirali in smo tudi rastli v tisti smeri, v kateri smo hoteli. Ne? Je res pomembna ta skupnost, ne? Ja. Tako da to res. In to mi je bilo tudi meni ljubno, da smo šli na tak način in smo bili malo skupaj, malo smo pa klepetali. Tako meni je to fajn. To se mi zdi pomembno in da je mogoče to tudi ena od večjih razlik s prejšnjo generacijo, kjer je bilo delo daleč najvišja vrednota in to gre z nami še naprej. Ampak tudi, da znate pelati to, bom rekla, kar ravnovesje, ne? Da se umaknete, da veste, da ste vi osnovna celica te kmetije in tudi velik pomen tega. Lojza, midva bi lahko klepetala še naslednjo uro, sem prepričana. Že konc. Po včerajšnjem poslušanju tebe v tvoji kleti je zgodbic še za celo morje, ampak zato morajo priti k tebi na obisk, ne? Kdor to želi slišati. Jaz se ti pa res zahvaljujem za tvoj čas. Vem, da je danes vreme lepo in da sem te ukradla iz vinograda. Tako da ti hvala za vse tvoje misli in vse, kar si tudi osebnega podelil, res to cenim, da si pripravljen tudi slovenskim kmetom to dati kot neko svojo popotnico, ne? Recimo ta naša srednja generacija, mogoče imamo že kaj, kar lahko damo in res hvala za tvoj obisk v našem podcastu, pa srečno in strastno še naprej. Hvala, ker si me povabila. Ne? Res uživam tudi v takih zadevah, rad debatiram, rad se pogovarjam z ljudmi. Jaz mislim, da sem še eno zadevco, ki se mi zdi zelo pomembna. Ne? Preden čisto zaključiva, da moramo začeti tudi razmišljati, kaj pa narediti z generacijo, ki predane. V firmah je to mogoče lažje, tudi več denarja se potem najde denar za nekoga. Ne? Tukaj je pa velika zadeva, če nekdo preda, nima penzije, nima nič. Ne? In tle kot družba se moramo tukaj vprašati, ne?
tista renta, ki je bila takrat nekaj časa, ni bila stran vržen denar. Tista renta je bila zelo dobra stvar, zato ker si omogočil mlajšemu, da je lahko zaštartil, starejši generaciji, da je lahko dostojno živela in največkrat dala vse nazaj v kmetijo. To je bil na nek način denar, ampak je neko varnost. Neko varnost, to je en največjih problemov je to. Sej, če je uspešna kmetija, uspešen posel, se najde tudi denar. Ampak največkrat, ali pa zelo velikrat pa ni, Zelo velikrat pa ni in takrat je nekaj treba narediti. Tako da, zdaj sem še malo to načel, ampak ja, zaključila sva. Zdaj si odprla polje. Hvala ti za to, res uspešno tudi v tvojem delu. Zelo cenim celo vašo ekipo in tako, kot sem čisto na začetku rekel, mislim, da je to nekaj zelo velikega in da bomo skupaj lahko še marsikaj izgradili, ker verjamemo to. Hvala ti. Hvala, Lojze.